Kaj se dogaja kaj z meme coini? No, prav to si bomo ogledali v današnji epizodi. In kot vidite, je tukaj pred nami dnevni graf in kar sem pripravil za vas je meme coin dominanca. Kar sem naredil tukaj je v bistvu, da sem združil dominance oziroma vse razpoložljive dominance ta glavnih meme coinov. Kot vidite, imamo tukaj Doge, Shiba Inu, Pepe in pa Bonk. In kar lahko tudi takoj vidimo, za meme coine trenutno malček slabše kaže. Tukaj smo namreč izgubili tole zelo pomembno podporo. Ta sega tam nekje od 1,32% pa vse do 1,40%. Vidite, tukaj smo se zadrževali, to je bilo avgusta 2024 in potem septembra oziroma proti koncu septembra smo imeli tale ogromozanski zagon. Kaj se je zgodilo potem? Mi smo se spet vrnili na to podporo, dobili malček odboja in potem smo jo dokončno izgubili. To se je pa zgodilo junija 2025. In potem, ko smo jo izgubili, šli še enkrat gor testirati, je že kazalo na preboj, oziroma smo dobili preboj in potem smo šli testirati ponovno to podporo in smo jo nažalost izgubili in zdaj tonemo naprej dol. Kar bi jaz gledal zdaj za naslednjo podporo je seveda tole dno, ki smo ga pred kratkim naredili in to sega od 1,12% pa vse do 1,20%. In kot vidimo, se mi že malček dotikamo tega. Zdaj, ta podpora tukaj mora vzdržati, ker če ne, lahko gremo še naprej dol v odkrivanje dominance. Tako da, kar bi jaz zdaj gledal za bike je, da mi končno dobimo tukaj nek odboj, gremo spet preko te meje na tam nekje 1,35%, na njej naredimo podporo, je ne izgubimo, kot smo jo tukaj, in potem šibamo naprej gor. In naslednjo mejo, ki bi jo jaz gledal, je tale tukaj, ki smo jo tudi že testirali. Tukaj smo se zadrževali nekaj časa, smo izgubili tole mejo, to je meja na tam nekje 1,70%, potem smo jo šli testirati kot odporno mejo, in potem smo poskušali še enkrat, ampak sploh nismo prišli do nje več. Tako da ta meja na 1,70% bo kar za spremljati. Če pridemo gor do nje, bi lahko ponovno pričakovali kakšno zavrnitev. No, ampak ni pa vse tako črno, kot izgleda. To sem ravno kar opazil, če povežemo tele vrhove in pa tale dna tukaj. Kaj delamo? Delamo padajoči, razširjajoči klin, ki je pa bikovski vzorec, tako da očitno meme coini še niso rekli ta zadnje. In glede na tale vzorec, dajmo izmeriti, kot bi lahko zrasli, če smo seveda tukaj naredili definitivno dno, če ne bomo več padali, dajmo tole izmeriti, pa prenesti na možno mesto preboja. Recimo, da bo prebili tukaj nekje proti koncu avgusta, ampak to je zdaj čisto hipotetično. No in glede na tale vzorec, pogledajte to, kako se to lepo ujema. Bi mi lahko prišli gor do tele meje na tam nekje 2,40% in to se čisto lepo ujema s tole mejo tukaj, kjer smo se tudi kar precej časa zadrževali in sega vse od 2,16 pa do 2,45%. Zdaj, za medvede, če bi slučajno tukaj padali še naprej in če izgubimo tole podporo na 1,15%, bi jaz potem spremljal spodnjo mejo tegale vzorca, ki pa se tudi iz dneva v dan vedno niža, ampak če bi na primer zdaj nekje prišli do nje, bi to prišlo
skoraj do nekje okroglega odstotka. Pa dajmo si pogledati še tedenski časovni interval, pa bom malček tukaj zbrisal tele scenarije, da bomo imeli bolj čist graf. In ja, tudi tukaj sicer vidimo, da delamo lep vzorec padajočega razširjajočega klina, kar je bikovsko, ampak najprej moramo počakati seveda na preboj zgornje meje. Treba bo paziti še to, tukaj imamo kar globok padec in zdaj pred kratkim smo mi naredili tudi skrito medvedjo divergenco, kar bi lahko nakazovalo na nadaljevanje padanja. Tukaj imamo vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj pa imamo vrh in pa višji vrh. Tako da, če bomo padali še naprej dol, kot sem rekel, najprej tale meja na okoli 1,15 odstotka in potem tale spodnja meja tegale vzorca, ta pa mora na vsak način vzdržati. No, če ji sledimo, lahko pridemo dol do okroglega odstotka. In če pogledamo tukaj stokastika RSI, sicer zaenkrat dobro kaže, ampak zaenkrat kot da bi se želel križati navzdol. In ko smo že pri meme-coinih, dajmo si pogledati še Snorter token, to je meme kripto projekt, ki bo za vas izvohal vse najboljše ICO meme ponudbe. In bo seveda tudi kripto trading bot. Ta projekt smo si že pogledali, tako da vsekakor priporočam, da si ogledate ta video. Tukaj vidimo, da so zbrali že kar precej 2,2 milijona 684 tisoč dolarjev in zdaj do konca tega kroga imajo cilj 3 milijone ali pa en dan, torej tisto, kar bo prej doseženo. Lahko se ga kupi s kreditno kartico, kriptom ali pa Solano. Tukaj zgoraj v meniju imajo tudi white paper oziroma belo knjigo, ki si jo je treba vedno obvezno prebrati, preden se kamorkoli kaj vlaga, tudi zaradi tega, ker v beli knjigi imajo ponavadi precej več podatkov, kot jih imajo lahko na strani. In poleg tega imajo opravljene tudi revizije. Recimo, če pogledamo tole od CoinSult, to se tudi vse splača preveriti zaradi tega, ker pri revizijah grejo dejansko pogledati v samo kodo projekta in izpostavijo, če so slučajno kje kakorkoli ranljivosti. In tukaj lahko vidimo, da ni nobenih ranljivosti. In če pogledamo še malček dol naprej, vidimo tukaj, kaj vse bo omogočal tale projekt, recimo swape, limit orderje, zaznavo honeypotov, zaščita pred rug pulli in pa tudi celo copy trading. In če gremo še naprej dol, tukaj imamo roadmap, trenutno smo v drugem koraku in potem imamo ponovno opis, o čem se ta kriptoprojekt sploh gre in tukaj je še tokenomika. Torej 25 odstotkov bo šlo v development, 20 odstotkov za marketing, 20 odstotkov za likvidnost, 10 odstotkov za nagrade skupnosti, 10 odstotkov za airdrope, 10 odstotkov za zakladnico in 5 odstotkov za staking nagrade. In potem so tukaj še enkrat ponovno navodila, kako se lahko kupi in seveda še FAQs oziroma pogosta vprašanja. To so vprašanja in odgovori na ta vprašanja, ki si jih uporabniki pogosto zastavijo. Zdaj, če imate pa morda še dodatno vprašanje, je pa tukaj odzgoraj oziroma so linki še na Telegram, X in pa Instagram. Ampak, če slučajno pošiljate kakšna sporočila ali komentarje, se morate vedno prepričati, da vam dejansko odgovarja moderator ali support. Ker hitro se lahko zgodi, da se vam javi nekdo, ki ima malček drugačne namene in tukaj si je treba vedno zapomniti. Če nekdo zahteva kakšne občutljive finančne podatke od vas, ga je treba samo takoj blokirati. Poleg tega pa seveda še splošno opozorilo. Tukaj se gre za ICO, kar pomeni vlaganje na podlagi ideje.
In to dela te investicije zelo riskantne. In poleg tega je to meme coin, in kar tudi že samo ime pove, gre se tukaj za zabavo in skladno s tem se je treba tako obnašati. Torej, če se že karkoli vlaga v to, se vlaga dejansko samo denar, ki se ga lahko pogreša, in to je drobiž. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če želiš morda tudi ti postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno za podporo dobiš dostop do dodatnih vsebin, kot je na primer tudi predogled videov, preden jih objavim na YouTubu. S paketom višje pa dobiš dostop tudi do mojega Discord strežnika. Tam objavljam tudi tehnične analize kriptovalut na manjših časovnih intervalih. In poleg tega patroni dobijo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati, tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj naprednejših indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. No, ta indikator prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar, ali se preliva v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda tudi komentirajte spodaj, zanima me vaše mnenje in začnimo debato. Tukaj na tem kanalu redno spremljamo tok kriptovalut, tako da se vsekakor splača naročiti. Seveda, da ne zamudite kakšnega prihodnjega videa. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.